Dober dan, sem skupaj. Hvala, da ste prišli v tem slabem vremenu. Naš gost je Tadej Golob, slovenski pisatelj, novinar, kolumnist, alpinist. Zdaj nekje sem slišal, Tadej, da ste ljubitelj slabega vremena. Se pravi, da današnji dan čisto v redu za vas. Ja, za delati je fajn, drugače pa imam raj, ker si je sonce. Takrat sem zelo nekako, ne morem delati, no, ker se mi zdi, da življenje zapravljam za računalnikom. Se pravi, vas vleče v hribe, ne, glede na to, da ste alpinist. Ma vleče me ven, kamorkoli, no. Ja. Ampak biti alpinist, ne, a ni to nekaj, ki pravijo osvajanje praznega prostora, nekaj nepotrebno? Kaj pravzaprav je biti alpinist? Jaz se v bistvu to vprašanje si zastavljam zadnjih 35 let, tako da pametnega odgovora nisem našel. Se mi zdi, da v življenju moraš dati tek smisel, no, in jaz sem si ga na ta način do zdaj dejal. No, sedaj imamo psihologa, tako da bo mogoče kak psiholog malo povedal, Brane je povedal, kaj to pomeni, če človek se ukvarja s nekoristnimi zadevami. Se pa res ne ukvarjam. Ne, pravim alpinizem, ne, kot nekoristna zadeva. Ti vem, da ne. Hecam se opravičujem, no. Tako da v redu, zdaj če na hitro povem osnovne podatke. Tadej Golob je Mariborčan, rojen 67. leta, od študentskih časov živi v Ljubljani, tako da zdaj mene zanima, golob je ena taka miroljubna žival, ne, ampak vi pa pišete te, bomo rekli, malo za hec, malo krvave kriminalke. Odkot je to varianta, odkot vam to? Pa glih kriminalke, no, hočem reči. Jaz kot pisatelj nisem začel s kriminalkami, ne. Čeprav zdaj, ko za nazaj pogledam, ker itak se mi te stvari razkrivajo za nazaj, se mi zdi, da sem si zmer nekako želel pisati kriminalke. Zmer se mi je zdelo, da so ti, ki pišejo kriminalke, na nek način največji pisateljski frajerji, no, in sploh ne. Jaz mislim, da zaradi tega, ker sem pač svojo bralsko kariero začel z avtorji, kot so Doyle, pa potem nadaljeval z Agato Christie in podobnimi, se pravi Sherlockom Holmesom in Herkulom Poirotom. Kasneje pa tudi seveda prek televizije pač spoznaval te ameriške kriminalne serije, kriminalke. In jaz mislim, da je moja želja, nezavedna želja, bom tako rekel, postati pisec kriminalk, da izvira iz tega. A ste v mladosti gledal ali pa bral Naočnik in očalnik od Suhodolčana? Sem bral, ja. Sem bral. To je ena taka lepa, čudovita otroška kriminalka, ne, ki smo nekako odraščali ob tem, ne. Pa ne vem, poznate Vest in pločevino nadaljevanko? Ne, to pa ne. To je Ko smo že pri Naočniku in očalniku, kakšna je že razlika med Naočnikom in očalnikom? Eden je imel, kaj je imel, štiriglata, eden je imel pa okrogla očala. Nekaj v tem smislu, ja, ampak sta bila Brane Ivanc pa Rifle sta igrala. Zme se zdi, ne, se spomnim tako nekako. Jaz sem še celo, mislim, da imam celo neko knjigo doma. Ja, še to me zanima, ne, sej verjetno v nekem intervjuju ste rekel, da je pravzaprav, če človek hoče pisati, mora ogromno brati, ne? Jaz mislim, jaz sem imel malo slabe vesti, ko sem bral, serijsko bral zelo veliko in sem pol pozabil, ne, o knjigah. Jaz se sploh naslovov knjig ne spomnim. Prebral sem recimo vsega Dostojevskega v slovenskem jeziku, pa znam mogoče 3 knjige našteti, ne, pa njihovo vsebino pa itak ne. Ampak potem sem videl, da ko sem se pomiril še, ko sem sam začel pisati, se mi zdi na nek način ta zakladnica teh besed, misli, stavkov, da to prihaja
iz tebe kot pripisani, ne. No, kar se tega tiče, ne, koliko si človek zapomni, jaz se spomnim, da je Woody Allen rekel, da je Vojno in mir prebral v enem dnevu in edino, kar se spomni, je to, da je bila v Rusiji zima. Jaz se iz Vojne in miru spomnim, recimo, da je obstaja nek Pierre, bitka pri Borodinu, kjer je bil nek general Kutuzov in to je bolj ali manj vse. Mislim, da 1000 strani debele knjige. Pa vem, da mi je bilo všeč, no. Saj to je to. Ja, meni je bila tudi všeč in mi je žal, da ni še 3. dela napisal oziroma še naprej nadaljeval. Ja, to je res, ja. To so one knjige, ne? To so one knjige, ko si človek enostavno na koncu reče, da je fajn, da je prebral, ne? Recimo jaz pri vaših knjigah nisem dobil tega občutka, kakor sem dobil pri tole, kaj je že, Da Vincijevo šifro, ne? Da Vincijeva šifra je bila nekem obdobju zelo popularna, ne? In tudi mi v knjižnici smo jo težko dobili, ne? Ker mi prelagajamo. Imamo dosti vaših knjig, praktično imamo vse vaše knjige v zvoku, ne? To moram povedati, tako da z veseljem berejo. Pa v braju tudi. Pa v braju tudi, ne? Pravijo že. No, in ko sem Da Vincijevo šifro do konca prebral, vse me je vlekla, skozi sem bral, ne? Ampak na koncu, ko sem prebral, sem dobil en tak prazen občutek. Zakaj sem to sploh prebral, ne? To sem vas hotel vprašati. A ste tudi kaj teoretično obdelal tole te kriminalke? Recimo v Sloveniji imamo dve zelo zanimivi knjigi, ne? Od Kmecla, od Pridige do kriminalke, pa od Slavoja Žižka, pa še nekdo je soavtor, Memento mori, ta psihoanalitično društvo. Odgovor je kratek, ne. V bistvu mene v največjo zadrego spravijo recimo na raznih literarnih pogovorih, ko začnejo z razlikami med kriminalko in trilerjem, ne, ne vem, no. Tako da na tem področju sem čisti naturščik, bi rekel, ne vem. Niti ne vem točno, kaj je v svetu zdaj popularno. Ker sem se odločil takrat, da bom pač začel s kriminalkami, sem kupil ene 2-3 knjige od Nesboja, pa še neke druge Skandinavce, ker sem pač takrat pogledal te lestvice prodajne po svetu in ugotovil, da grejo najbolj Norvežani in Skandinavci sploh. In potem sem pač jezer zapeljal na to noto, ne, tega skandinavskega noara. Ampak po tistem pa moram reči, da se mi zdi, da sem šel neko svojo pot, no. Ja, sej. Da bi mi bil dolg čas posnemati, pač. Ja, no, se to se opazi, ampak je zanimivo, ne, obstaja ena diplomska naloga, v kateri vas primerja, ena avtorica vas primerja prav z Nesbojem, ne, in ugotavlja ogromno skupnih točk, ne. Oba sta športnika oziroma alpinista, oba, ne vem več na pametno, se pravim. Tako da, če vas zanima, vam lahko pošljem to zadevo, ker sem si dol snel, ko sem se malo pripravljal. Jaz sem bil na nekem festivalu mladinske literature v Varni v Bolgariji in ko mi je ta gostitelj, so mi povedali, da sem pred mano imel Nesboja in da je zahteval pač kot pogoj, da pride, je povedal, da ga morajo peljati v neko plezališče, tam bolgarsko. In jaz sem bil takrat zelo tak nekako vzvišen odnos do tega človeka, ki pač pleza tam nekaj rekreativno, ne. Ker sem se imel za resnega plezalca in to. In potem tudi, ko je prišel v Slovenijo, bi jaz moral voditi pogovor z njim, pa nekako nisem imel časa takrat. No, zdaj sem pa izvedel pred kratkim, da je človek pri 60 in nekaj splezal 8A smer v plezališču, ne. To, recimo, jaz nisem še. Zdaj sem bolj ponižen, kar se tiče Nesboja. No, ampak verjetno je tudi vaša nesreča k temu pripomogla, da niste več toliko pogumen ali pa... Ne, sej, zdaj sem tam, ko več ne vem, a so meje mojih sposobnosti pač
postavljene za to nesrečo ali ali je pa to emšo, ne, tako da ne vem, zaenkrat moram reči, da prav hudih posledic te poškodbe ne čutim, no. Kaj mislite, zakaj pravzaprav, če malo se vrnemo nazaj, v Jugi kriminalke glih niso bile popularne? Dobro, sicer so bilo nekaj, x 100 romanov je bilo nekaj, take zadevce, ampak v Jugi, kolikor vem, je bilo to bolj šunt literatura, pa socializem je imel to idejo, da bo kriminal odpravil, ne, in pol tudi nekako nekako, bom rekel, ne glih prepovedali, ampak podtalno so rekli, da kriminalke glih niso tista ta prava za socializem. Mislim, za Jugo... Zdaj po letu 2000 je pa to prišlo do ekspanzije teh v Sloveniji, na veliko se to bere, piše. Glede, za Jugoslavijo bi težko rekel, ker se takrat še nisem pisal, pa se bolj tudi slabo spomnim. Ampak za Slovenijo bi pa rekel, da je pri nas še vedno obstaja neka delitev na tako imenovano resno literaturo in na, kot si sam povedal, šunt, ne. In kriminalka sodi v ta šunt. In zdaj... Takrat v Jugi ste se bolj z nogometom ukvarjali, ne? Enka Maribor je prvak. Ja. Takrat so mi še druge stvari šle po glavi, no. Ampak to se mi zdi, da je pri nas preprosto zelo pejorativno gledajo na to, če nekdo poskuša prodati svoje knjige, ne. Prodati v smislu, da bi živel od tega, ne. Pri nas je še zmeraj tista nekako staro pojmovanje, se mi zdi, da mora pisatelj trpeti pri svojem delu v življenju itak, zato da kaj rodi in mora nekako nesrečno živeti, nesrečno končati, ne. Če mu uspe karkoli v življenju, ne samo pisateljskem, to nekako ni spoznano kot vredno opisano. Ja. No, o tem sem začel razmišljati, se spomnim, ko so bili Sex Pistolsi, zelo popularni in ko so v bistvu, kljub temu, da so pljuvali proti družbi, so se na koncu preselili v West End, najbogatejši del Londona, ker so toliko zaslužili, In potem sem se sprašal, če ima smisel, da ti pljuvaš proti sistemu, v katerem živiš, To se vas hotel vprašati, koliko je pomembno, vi ste pri Gogi, koliko je zdaj pomembno, da ima človek dobro založbo zadaj, ker navsezadnje ste najbolj prodajan slovenski pisatelj, pa recimo, zdaj dobro, ne bomo Jančarja, ampak recimo med temi pisci kriminalk, Demšar recimo tudi piše dobre kriminalke, ampak ali pa recimo, kaj je že ta dopisnica, Mojca Širok recimo tudi piše dobre kriminalke, ampak enostavno ni toliko recimo prodajano, Jaz sem z Gogo zelo zadovoljen. Mislim, počutim se v redu in pol nekako nima smisla iskati kaj drugega, no. Tudi zdaj smo nekako ta modus vivendi sodelovanja razvili. Imam svoje urednice tam, oni skrbijo za vse, jaz pa pač za to, da nastane neka vsebina, knjige. Koliko se pa vtikajo recimo uredniki v vaše delo? Jaz sem se, ko se takole pogovarjam s kako urednico, pravi, joj, ti ne veš, kakšne stvari mi prinesejo, je treba skoraj na novo knjigo napisati. Kaj pa pri vas? Vi ste, glede na to, da ste bili novinar, kolumnist, verjetno znate pisati, To je neka vrsta, v bistvu, bi rekel, pač vaja, Mislim, jaz sem imel, dolgo časa sem imel nekako, sem bil prepričan, da pravzaprav urednika sploh ne potrebuje pisatelj, da če zna pisati, koliko praviš, da pol bo že tisto, kar bo naredil v redu, Ampak zdaj zadnje čase pa vidim, da mi prav pride pomoč nekega nevtralnega mnenja, Zdaj, stvar je taka, da je zelo naporno pač popravljati po nareku, da tako rečem, Ker takrat, ko jaz oddam knjigo,
sem na nek način že, moram biti zadovoljen z njo. Če nisem, pol je ne oddam. Tako da je težko pač sugestije sprejemati, ampak vsaj razmislim o njih. No. Zdaj, vi imate zdaj, se pravim, recimo temu, dobro, vse je avtorsko delo, ampak original so recimo te kriminalke, a ne? Kje pravzaprav črpate ideje, odkot jih vlečete? Ne vem, kar pojavijo se. Vse v redu. A vas kdaj policaji pokličejo na zagovor? Glede na to, to je pa primer, ki smo ga mi delali, pa ga nismo rešili, recimo, tako kot je bil Čifuri Raus, ki so Vojnovića zasliševali, odkot njemu tisto zadeve, ne? Ne, to ne, ampak sem pa doživel en tak velik kompliment enega boljših, kar se mojega dela pri kriminalkah tiče, da me je nek kriminalist vprašal, če sem jaz bil slučajno kdaj zaposlen na policijski upravi Ljubljana. Da tam točno taki ljudje pač delajo, kot sem jih opisal. Jaz pa nisem v življenju stopil v tiste prostore, tako da... No, imate pa svetovalce, ki se ukvarjajo. To imam, še zmeraj. Tako da pokličete kriminalista, pa ga vprašate, koliko je verodostojno to zadevo, ker stvari Dejana lahko izklopite, ker stvari stojijo v knjigi, tako da verjetno nekdo mora to prej prebrati in reči, ta stvar je v redu, ta stvar ni v redu. Jaz jih, če pišem neko poglavje o neki temi, ki jo slabo poznam, pač pokličem te razne svoje sodelavce in mi potem povejo. Kasneje jim ne dam brati, ampak prej se posvetujem z njimi, pred začnem pisati. Kaj pa tele biografije, ko jih pišete, recimo Petra Vilfana, to recimo Zorana Predina, Dragića, Zupančičevo, Čeferina, Bratuškovo, zdaj je menda Dimnik, ste napisal, pa še me zanima, kako pa to se lotite? Jaz sem v bistvu s tem začel. Moja prva knjiga je bila pravzaprav z Everesta, ker sem napisal potopisno o smučanju Dava Karničara z Everesta. Potem takoj naslednja je bila pa Peter Vilfan. Jaz sem naredil z njim intervju za Playboy in tisti intervju zelo dober in sem pač dobil idejo, da bi to stvar razširila na biografijo in sem ga poklical, on je pristal. In moram reči, da sem imel s Petrom recimo velikansko srečo na začetku svoje biografske ali pa pisateljske kariere. Ker to je človek, ki ima izreden spomin, spomni se v različnih tujih jezikih, karkoli izpred 20 let in zna opisovati. In midva sva se pol dobivala eno leto v Hali Tivoli, tam v bifeju Hali Tivoli, jaz sem posnel te pogovore, pretipkal in uredil. Samo delo pri pisanju biografije je zelo podobno novinarskemu. In tudi, kar je majčkeno obremenjujoče pri pisanju biografije, da ni vse odvisno od mene kot tistega, ki piše. Ampak je zelo veliko tega, kar tudi pripoveduje. Playboy je propadel, Zdaj, človek se sprašuje, sploh kdo bral Playboy, tam so v glavnem so se listale slike, ampak ne, se hecam, ampak Playboy je imel zmeri zelo dobre intervjuje, Jaz se spomnim enega predavanja pred leti, ko je en iz Amerike razlagal, kakšen škandal je nastal, ko so prilagodili Playboy za slepe, ker so rekli, kako pa to, slepi pa slike pa te zadeve, ampak je pol on lepo s tem razložil, pa še zmeri bil problem, ker je rekel, tam so bili odlični članki, Jaz sem bil zmeraj velik fan Playboyevih intervjujev, kadarkoli sem pač prišel do njih.
In takrat, ko sem dobil ponudbo, da pišem za slovenski Playboy, so se mi na nek način novinarske sanje uresničile. Jaz nisem videl, da bi lahko človek kot novinar šel še kam naprej od tistega, ne. Moj prvi intervju, recimo, je bil z Bojanom Križajem, ne. Jaz sem bil, ne vem, koliko sem bil star, ampak sem bil zelo otrok še, ko je on zmagal v Wengenu, se spomnim. Spomnim se, da je prišel, mislim, da z 9. mesta na prvo, po prvem teku je bil 9. pol zmagal, premagal Stenmarka, Girardelija. In spomnim se, da sem šel takrat takoj po tistem slalomu, sem vzel smuči in sem šel na bližnji hribček, ker smo smučali takrat. Pa kasneje sem naredil tudi intervju z Markom Girardelijem, recimo za Playboy, in jaz moram reči, da sem zelo užival pri teh intervjujih. Zdaj, zanima me tudi, imate nekaj na mladinsko literaturo, ne? Zlati zob, pa Kam je zginila Brina. Zdaj, tale roman Ali bom je, ki je bila nominacija za Kresnika, mi je pa nekako ušel, se sploh ne spomnim, da je sploh kdaj ušel, ne? Ja, ta je bil nekako zelo spregledan in na osnovi tega romana oziroma njegove usode sem se jaz pravzaprav odločil, da poiščem nekaj, kar je bolj, tako rečem, komunikativnega, ne, oziroma branega. Ampak meni je Ali bom je zelo všeč, ne. Zelo veliko humorja je v njem. Zaradi tega romana sem 1 leto pa pol boksal, hodil na boksarske treninge. Tako da meni je všeč, no. No, se ga moram lotiti, mislim, dobro. Cvinske nogice so bile pa prve zadeve, ki smo mi v knjižnici priredili, mislim, da celo Brajc, a ne, Joža? Ja, to ne vem, te nisem bral. Jaz sem bral to, Kot bi padla luna na zemljo, pa te vse njegove kriminalke, Jezero, pa Dolina rož, pa ta, kaj že, Dolina rož, pa Koma, Virus, pa Virus, Leninov park. Leninov park, ja. Ja. Kome pa še nisem bral. Ker zdajle, a veš, se ne vem, koliko je Koma, a je sploh ubraja, pa koliko je zvezkov. Sem pa to bral, ja, Unoj pa sam Dušan Jovanovič napisal, Na stara leta sem vzljubil svojo mamo. Ja. Samo je pa tako, v eni in drugi knjigi je opisana Klopčičeva igralka, ampak takrat on pa Klopčič se nista pač razumela, ne. On ni, ne vem, jaz sem občutek, da pač on ni maral, da je Klopčič nekakšen komuniciral z Mileno in tako naprej. Se je tudi napisal, da mu je v bistvu strgal knofe in, a ne. Ker je pač rekel, kaj ta kurac dela tle, in ga je zagrabil na srajco in so knofi odleteli kot domine. V redu, Jože, hvala ti za tale. Zdaj, hotel sem še to vprašati, zdajle se malo gledam. Zdaj to, v te atmosfero, ne, v kriminalkah je atmosfera temačna, depresivna. Kako se živite to? Saj vi ste v bistvu en tak zelo pozitiven človek, ne? Ja, saj, to je pač pisateljsko življenje, po moje zelo podobno temu, kar počnejo igralci, ne. Tudi če si, recimo, ko smo že pri Mileni Zupančič, je zelo tak sončen človek, ampak igra pa karkoli, ne. Tako da jaz mislim, da je to del pisateljske veščine, da se moraš prilagoditi žanru in potem pač pisati v okvirih tega žanra. To se pravi, je v bistvu pisateljevanje v nekem smislu rutina, ne? Mislim, ena obrtniška spretnost, ne? Tudi, seveda.
Zdaj, sicer je v primerjavi z glasbo je toliko boljše, ne, ker ni v glasbi je vse definirano, a ne, tukaj v pisateljevanju je pa precej svobode, ne. Saj jaz mislim, da je povsod veliko svobode, ne. Če obvladaš neko obrtno spretnost v katerikoli dejavnosti, pa tu v bistvu mislim, da ni izjem, dosežeš nek nivo, ko si bolj svoboden, ne. Čim bolj, to je en absurd, se mi zdi, da čim bolj upoštevaš pravila, tem bolj lahko znotraj teh pravil neko bolje svobode odkriješ. En priročnik uporabljate? Nekaj sem zasledil, da en priročnik uporabljate, nekaj iz patologije ali kaj? Jaz sem na spletu poiskal marsikaj in je to nekdo, ki je zdaj zdravnik, je napisal ta priročnik za patološki, za študente patologije in tako da tisti precej uporabljam. Okay, tako da je pol zanimivo, ampak kako pa recimo opisujete ljudi? Dobro, Cavazza je zdaj Tara Birsa, nekako ste ga posvojil, a ne, in je zdaj v bistvu pišete ta vizualno za njega, medtem ko drugi liki, kje pa druge like najdete? Jaz sem zmer, ko upeljem kak lik nov, ne, si poskušam predstavljati nekega človeka, ki ga poznam, ne. Ali vizualno, ali pa po načinu govora, neka kretnja. To ni posnetek tega človeka, ampak delček od tega, ne, ki ga potem na nek način razširim v osebo, ki nastopa v knjigi, ne. Zmer se zgledujem, si vzamem za vzorec neko realno osebo, ne. Rajc recimo je neki sosed vaš, ki ne bere, ki je... Brajca mislite? Brajc, pardon, se opravičujem. Ne, Brajca sem čisto odkrito povedano vzel po enem mojem bivšem sodelavcu, takrat, ko sem bil še v službi. Na RTV-ju? Ne. Aha. Na Playboyu. Ok. Na RTV-ju ste tudi bil, ne? Ja. Ste tudi bil tam kot, bral ste poročila, športna redakcija, ne? Ja, bil sem, mislim, da 6 let. Prišel sem do tega, da sem bral, pač pripravljal in bral poročila športna in ugotovil po vseh teh letih, da jaz nisem za to, ne. Tako da sem bil na nek način zelo vesel, ko sem nehal s tem novinarskim delom televizijskim in bil zelo vesel, da sem se pravzaprav sploh, da sem dobil te izkušnje, ne. To me je ozdravilo nekih želja po kritiziranju novinarjev televizijskih, ne, ker vem, da je to, kako težko je to in da sam niti malo nisem bil talentiran za kaj takega. Da sem se spomnil. A to veste, ne, prva kriminalka, ki je nekako, ki ne bi bila prva kriminalka, ne, je napisal Alan Edgar Poe. Poznate? Ja, so prav veliki. To je Umor v ulici, ne vem, Margija ali nekaj takega, ne. In je po teoriji je to zelo netipična kriminalka, zato ker je na koncu se izkaže, da je morilec opica. Ne, tega pa nisem bral, bom pa. Ne. To je ena taka zanimiva zgodba, ta ima tudi take mračnjaške zgodbe, ne, mislim, da je, ali pa ono zgodbo o starcu z enim očesom, to je recimo Marko Derganc celo film posnel na to temo, študentski, tako da je tudi to. Kaj ćemo še reči? Nogomet, dajva malo nogomet. Zakaj ste pustil nogomet? Se boji, da ste bil kar perspektiven nogometaš? Podobna zgodba, ko s televizijskim novinarstvom. Jaz sem bil tam v drugem letniku srednje šole, sem imel občutek, da če ne bom v življenju igral nogometa, da bom zastonj živel. Tako da sem se pol vpisal sam, brez
podpore staršev, brez njihove kakršnekoli želje, da bi se s tem ukvarjal, v nogometni klub Maribor, Branik, tam igral pri kadetih. To z neke vrste ponosom lahko povem, da sem v prvi postavi igral, tudi treniral z nogometaši vseh mariborskih klubov, tisti Branik, pa Pobrežje, pa vsi drugi. Železničar je bil včasih. Železničar, ja. Ampak zdaj, za nazaj gledam, nisem prav zelo hiter, no, tako da kakšne kariere ne bi mogel narediti. Pa takrat sem imel še eno težavo, da se je pojavila kratkovidnost, ne, zaradi katere sem dobil očala. In takrat bi pač rabil neko podporo, že takrat se je dalo to nekako rešiti z lečami. Jaz se nisem imel in zdaj malo težko je igrati, če na drugo stran igrišča ne vidiš prav dobro, ne. Tako da, Ja, jaz sem ene dvoje očal razbil pri takem športu. Ne, naredil sem, kar se je pač dalo narediti, potem smo pa enkrat smo igrali na Ptuju, se spomnim, z Ptujsko Dravo, in pa še nekaj, 2 kluba sta bila, in zmagovalec tistega turnirja bi šel v Zagreb igrati z Dinamom in s Hajdukom iz Splita. Vsi smo si seveda to zelo želeli in potem mi smo bili veliki favoriti iz Maribora, ne, kaj bojo tam neki Ptujčani, no potem nas je pa Ptujska Drava, smo igrali 1-1 in nismo bili prvi, tako da takrat tista je bila moja zadnja tekma. Ja, pol pa človek, ko dobi očale, pa se začne ukvarjati s knjigami, ja, ne. Tako kot sem Mislim, rekel. je bilo pa tako, da sem takrat že ogromno bral, ne, tako da po moje sem očala dobil zaradi tega, no, ker sem pač cele noči bral in po moje sem bil točno edini nogometaš, ki je prebral Tihi don od Čolohova, recimo. No. Ja, ti si zanimivo, tista vojna. Ja. Torej, ima kdo kako vprašanje? Jaz? Ja, izvoli, Brane. Gospod Golob, mene pa zanima, kako se vi pripravite v pisanju enega dela. Ali imate v glavi si delate celotno shemo od začetka do konca, koliko sproti popravljate, odvzemate in tako dalje, in pa ali pišete na hitro, brez velikega popravljanja za nazaj, če se skoncentrirate. Mislim to, če bi malo opisal stvari enega dela. Mislim, stvar je, jaz sem imel nek vpeljan model pisanja ampak to se je vsakič spreminjal pa nadgrajeval, vse mislil sem, da se nadgrajuje do recimo 6, zdaj pišem 6. kriminalko, ker se mi je vse na glavo postavilo. Ponovadi sem, recimo se spomnim, ko sem začel pisati Jezero, sem si naredil take skice, prvo poglavje se zgodi to in to, v 3 vrsticah, drugo to in to, in sem nekako prišel do 20. poglavja, od 40. Potem sem pa rekel, saj bom že, ko bom do 20. prišel, bom pa pač znal naprej, ne. Kasneje sem videl, da to ne gre več na ta način, tako da sem si že pri Lenovem parku, pa kasneje pri Dolini rož naredil en sinopsis vseh 40 poglavij, in sem mislil, da bo šlo tudi pri tej 6. knjigi, tako, ne, kriminalki. Pa ni, ne, naredil sem jih 20, pa sproti pisal, sproti popravljal, pa potem, ker imam v glavi že konc, ne, od 40 nazaj. V glavnem, zelo veliko sem spreminjal, zdaj sem jih napisal že 20 poglavij in zdaj se mi je nekako izkristaliziralo naslednjih 20. Bom si pa vzel zdaj en dan časa, da ta sinopsis dokončam, ne. Se je pa itak zmer spreminjal, no. To je nenehno v bistvu garanje na 2 področjih. Eno je pisanje pač poglavja, ki ga imaš, naslednjega, ne, drugo je pa urejanje celote v svoji glavi in na papirju. V redu? Kaj pa, ko pišete kar skupaj, več ali manj že bolj spontano, ko imate izdelano v glavi, ko iščete stavke, besede, odstavke in tako dalje? Zdaj pišem to, zdaj, če bi kdo bral za mano, je zelo konfuzno, ne, ker ko pišem neko poglavje, šele ko končam to poglavje, pridem do nekih spoznanj o
tistem, kar bi moral napisati. Ampak zdaj nimam časa, da bi šel nazaj to popravljati, si puščam za kasneje. Ne. Tako da mogoče 17. poglavje ne ustreza več 14. Ne. Je popolnoma nelogično, ampak imam v glavi, kaj bom popravil takrat, ko bom pač glihal te zadeve. No. Tako da je zelo različno. Vsakič drugače. Delate več ur skupaj, zjutraj, zvečer, po noči? Ja, tudi to se spreminja. Jaz začnem do zdaj sem začenjal tako, da sem pač vsako jutro nekje od 8 naprej pisal, dopoldne, ko pač žena gre v službo, otroci tudi študirajo. Zdaj pa potem, ko pa se bliža rok oddaje knjige in se začne bitka s časom, pa tudi zvečer. Zdaj pri tej knjigi 6. sem že rahlo paničen, čeprav je še kar nekaj časa, ko bi naj išla, tako da zdaj že delam dopoldne, pa po malem cel dan, pa tudi zvečer, če je treba. V redu, Brane. Še kdo? Irena, a bi še ti enkrat postavila uno vprašanje? Ni? Ok. Irena je A lahko Albina? Ja, Albina, izvoli Albina. Gospod Tadej, mene pa zanima prejle, ki je bilo omenjen, da ste pisali biografije z določenimi ljudmi. A imata zdaj kje sodelovanja z našim članom Sandijem Novakom iz Dupel? Ja, ravno danes se dobim po tem Zoomu, se dobim z Alenko Veler iz Mladinske knjige na sestanku, ker bomo dorekli, mislim, da smo razvili osnovno idejo z biografije, smo prišli na stripo roman, tako da Sandi tudi to ve, že tako da mislim, da bomo neke osnovne gabarite sodelovanja danes postavljeni. Kaj pa pri tem pisanju, ali vam dajo ljudje, na primer Milena Zupančič, prosto roko, da vi potem knjigo oblikujete in jo vidijo prednje objavljena, ali se vi res, rekla, v veliki meri zanesete na to, kar oni povejo in vi potem ne dodajate svojih povezav? Mislim, jaz bolj ali manj vsakmu, s katerim sodelujem, povem, da bo v knjigi samo to, kar bo on povedal. Jaz ne morem dodati nobenega stavka, ker vsaj, jaz ne vem, če bi ljudje to opazili, ampak jaz bi opazil, se mi zdi zlune, če bi kaj sam dodajal, v kakršnikoli meri. Tako da z Mileno recimo, jaz sem pač oblikoval tisti pogovor, ki so ga imela, oziroma njene misli, in se jim dal prebrati in mislim, da ni imela prav večjih pripomb. Sem pa tudi sam prišel do te ideje, da bi oblikoval poglavje na ta način, glede, sicer gre za kronološki prerez njenega življenja, ampak tudi tematsko. Tako da z njo mi je bilo veliko užitek delati. Hvala lepa. Ja, prej je Irena postavila vprašanje, na katerega ste, pa bi prosil, da pač ponovite, še enkrat. Mislim, da je pred njo tako vprašala, koliko knjig mislite napisati, glede na tega Birso oziroma ta zadevo. Jaz, ko sem se lotil pisanja kriminalk, sem imel v glavi prvič, odkar se pač ukvarjam s pisanjem, sem imel serijo v glavi. Se pravi, za serijo potrebuješ več kot 2 knjigi, se pravi najmanj 3. To sem imel v glavi, ker sem tudi sam pač bral kriminalne serije, po eni strani, po drugi pa, ker je bilo tudi zame nekaj novega pisati o istih osebah skozi več knjig. Ampak zdaj pišem 6. Nekje v glavi se igram z idejo o 10, ampak to bom počel samo, če bom imel še ideje za nadaljevanje te serije.
Pravite, da pišete glede na tudi na izkušnje, ne, oziroma to, kar poznate, ne. Zdaj, recimo, jaz upam, da se ne bo kakšna koma ponovila, a ne. Ja, jaz tudi, ja. Ne, mislim, dobro. A se lahko malo dotaknemo te kome, vaše nesreče? Saj ne bomo šli podrobnosti, ampak kako je to, pravite, da ne spomnite se, kaj se je zgodilo, zbudili ste se v bolnici, kako je to, zbuditi se v bolnici, sploh ne veš, kako si tja prišel. Mislim, vse zanimivo je to, da saj sem tudi v komi pisal o tem, da zanimivo je to, da polno drugače razmišljaš kot pa tako običajni ljudje, ki niso bili v komi, gledamo na to stvar, ne. Jaz sem mislil, da človek, ki se zbudi iz kome, da pogleda okrog sebe in vpraša, kje sem, kdo sem, kaj se je zgodilo, ne. Jaz sem zato to vprašanje, ta 3 vprašanja sem rabil 3 mesece približno. Meni, mislim, najbolj hecna stvar pri komi me prvič, se prav spomnim, ko sem pogledal, mislim, da je bilo takrat to, da nisem bil presenečen, da sem v bolnišnici, ne. Ne vem, meni se je zdelo, da ne vem zakaj, ampak da sem pač moral tja priti, no. Tako da jaz mislim, da možgani v komi niso popolnoma izklopljeni, ne. Se pravi, verjetno kljub temu, da ste bil v komi, ste se zavedal, kje ste, ne? Recimo, no, ne vem, saj to je zdaj težko reči, ne, ampak... To je, saj pravim, čisto drugače. Recimo, zanimivo mi je to, ko sem se s Sandijem Novakom pogovarjal, ko smo ga že omenili, on je imel podobno izkušnjo, ne, bil je v komi, mislim, da tudi 14 dni, in ko se je zbudil, recimo, dolgo časa ni vedel, da je slep, ne. Zdaj, seveda, vsakemu normalnemu človeku se zdi, kako nisi vedel, da si slep, jebenti se. Ampak jaz ga razumem na nek tak čuden način, kot jaz nisem, me ni zanimalo ali pa, ne vem, nisem vprašal, kaj se mi je pravzaprav zgodilo, pa kaj delam v bolnici. Ne, ker v bistvu potem se pa to v bistvu dal v komu, jaz komu nisem bral, priznam, ne. Tam potem v bistvu ste to komu izkoristil, da ta Tina Lanc, Tara Sobivci razlaga o zločinu, a ne. Da je v bistvu kot nekako ste vpeljali noter na žensko, kar so vam tudi učitali, ne, neko antifeminizem oziroma ne vem. Ja, to je itak non-stop, ja. Ne, koma je bila zelo zahtevna zapisati, jaz sem dobil to idejo kmalu po tistem, ko sem prišel z bolnišnice in sem mislil, da bo kar samo od sebe se pisala, ne, pa je bila v bistvu doslej moja najbolj zahtevna kriminalka, ker gre za knjigo v knjigi in potem to usklajevanje med tistim, kar ta Tina Lanc pove Tara Sobivci in med tem, kar on doživlja, in to je cela Goga je delala 3 mesece na tem, da je iskala neke napake, ker verjamem, da so še vedno kje ostale. Pa kake vrata, svetla vrata, pa te stvari se vam niso prikazala, da bi vas vabilo, ko pravijo, v tisto življenje po življenju in te stvari, ne? Tako, ko pravijo ljudje, ko so v komi, da tudi včasih se to doživi, ne? Okej, pol vi nimate tega posmrtnega izkušnje. Mislim, to bi lahko mogoče napisali, ne, kako se glavni junak vrne iz posmrtnega življenja. V redu, virus, ne, virus se dogaja nekje na Dolenjskem, tam je pa cviček glavni, a ne, recimo, kot da bi bil cviček antivirusni, recimo cepivo. Mislim, zdaj virus se dogaja po Sloveniji pravzaprav in na Dolenjskem, in na Solčavskem, pa potem mislim, da tudi v Kopru. Jaz zdaj policijska uprava Ljubljana, kjer je zaposlen Taras Birsa, je seveda omejena, ne, mislim, da sem pogledal na zemljevid, pokriva področje od Kamnika pa dol do hrvaške meje, pač nek tak centralno Slovenijo. In zdaj, že pri jezeru sem moral izumiti način, kako se Taras Birsa vplete v tisto umor v Bohinju, ne, ker ne sodi pod pristojnost policijske uprave Ljubljane.
Ampak nekako s tem nimam težav s to iznajdljivostjo. Ne. Zmer ga pošljem tja, kamor mislim, da bi bilo lepo. Ne. V smislu, estetskem smislu. Ne. Ja, se razumemo. Zdaj, preiskovalnega sodnika, ne, recimo ste pač vrgli ven, ker vas je nekaj motilo, a ne. Se pravi, v prvi dveh je preiskovalni, v tretji ga ni več, ne. Ja, jaz se zavedam, da to ni opis dejanskega dela kriminalistov, da je to fikcija, ne. In da sem moral nek svoj jezik izumiti tudi na tem področju pač. In zdaj jaz, ker jaz kot laik, ne kriminalist, čisto točno ne vem, kaj počne preiskovalni sodnik, zelo sem se mučil z njim, da bi mu dal pravo vlogo, ampak potem sem pa v nekem trenutku rekel, da je brez veze, da sem moti potek dogajanja v mojih kriminalkah, tako da ga zdaj praktično ni. Razen kadar odobri nalog za preiskavo, mislim, da to počne preiskovalni sodnik, takrat ga pokličem na pomoč. Dej, če greva spet malo na teorijo, ne, kam sodijo vaši romani? Klasični, trdem romanu, ali pač je to čisto en poseben žanr? Kot recimo trda detektivka je pač klasična, ne? Se pravi, se zločin dogaja, ne? Zdaj, moderni romani imajo pa zvrsti vsega, ne? No, psihologija, ljubezni. Jaz imam s tem težave, ker se pravim, teorije ne obvladam najboljš. Sem pa po drugi strani pred kratkim se ponovno lotil zločina in kazni od Dostojevskega in ugotovil, da je to kriminalka. Originalna, sicer vemo, kdo je naredil, kdo je storilec od prve minute naprej, ampak zanima nas v bistvu neke vrste razplet. Tako da, kar se mene tiče, je to zelo originalna kriminalka. Ja, psihološki tip kriminalke, ne? Na ta način jaz rad delal svoje stvari. Ja, tam on razmišlja o tem, a je on, bomo rekel, velik človek ali ni, ne, ker ne, ti recimo, ne vem, Napoleon, da ne bomo šli kaj preblizu, ne, glede politično, ne, recimo je pod, bi rekel, združeval Evropo, ne, in pobijal ljudi in ga je pol na koncu v bistvu pravzaprav ga niso nekaj obsodili na smrt, ne, medtem ko enega malega človeka, ne, kot je ta Raskolnikov, ne, ja, je pa v bistvu obsojen na smrt, ne, oziroma on je v Sibirijo, bil izgnan, kar je bilo približno isto, ja. Ne. Zdaj, v vaših kriminalkah v bistvu pravzaprav, v kriminalkah je tudi možnost, recimo, da bi bil kak sodni proces, ne. Ampak vi tega nimate, ne, oziroma ne razmišljate o tem, da bi naredil kak, ne vem. Mislim, jaz sem pri pisanju kriminalk sem prišel do enega spoznanja, da je v modernem času pisati kriminalke na nek način težje, kot je bilo Agati Christie. Pa ne zato, ker je konkurenca večja, ampak predvsem, ker karkoli poro dokaže, da je nekdo kriv, je tam pika, ne. Zdaj pa vemo, da nekako ni pike, da je tropiče in v teh treh pikah se skrivajo vsi ti odvetniki, vsa mašinerija, ki lahko krivega človeka spravi na prostost. Tako da to dilemo, kako narediti piko, s tem se v bistvu še zdaj ukvarjam. Koliko pa imate še stike s Čeferinom? Vam kaj svetuje? On je recimo precej teh odmevnih primerov imel in bi bil recimo lahko tudi, glede na to, da ste napisal njegovo biografijo, lahko tudi kak tak svetovalec. Nazadnje sva se srečala na knjižnem sejmu v Ljubljani, ker sem jaz predstavljal Komo in sem ga povabil, po tistem pa ne več. To se pravi, pravzaprav niste imela po tistem, ko ste biografijo napisal o njem nič kaj v tem smislu? Mislim, vsake toliko se slišiva, drugače pa ne.
Ja, mislim, ker ne, impresivno je, ne, recimo tisti njegovi procesi, ki jih je imel, ki je v bistvu eden od, bi rekel, tudi političnih, ne, do kriminalnih, ki je branil in bi to bilo recimo zanimivo, ne, recimo napisati kako zgodbo o Milici Makoter, ne, ne, tisti odmevni proces, ne, tako da, okej, potem, zdaj Kresniki, ne, koliko vam pa nagrade pomenijo? Koliko recimo nagrade, bili ste njih 3-krat nominiran, pa ne vem, enkrat ste dobil Kresnik, če se ne spomnim, a ne? Ne, koliko je pravzaprav, vpliva to na vašo popularnost oziroma na prodajo ali pa izposojo knjig, ne? Ker tudi Jaz sem dobil tega Kresnika za svojo prvo knjigo v bistvu, ne, prvo fikcijo Svinjske nogice in mislim, da je to da je pravi čas, da avtor dobi neko nagrado, ker je na začetku svoje poti, ko mu pomaga pri samozavesti in tudi nekako oglašuje njegovo ime, blagovno znamko, to se mi zdi super, ne. Po tistem sem mislil, da bom dobil za vsako naslednjo knjigo Kresnika pač in mi je doletelo bridko spoznanje, s katerim sem nekako moral obračunati. In zdaj, v bistvu po prvem Kresniku nisem dobil več nobene nagrade. In s tem sem se navadil živeti, no. Jaz sicer mislim, da bi si zaslužil še kakšno, ampak glej, ne dajo mi je, kaj čem. No, sej bo. Irena bo zdajle dala nagrado, a ne, Irena? Izvoli. Jaz bi rada vprašala. Kaj je zdaj? Irena, slišimo te, izvoli. Aha, telefon se mi nekaj izklopil, zato pa. Rada bi vas vprašala, če je katera od vaših knjig prevedena v kakšen tuj jezik? Ja, zdaj tega kar nekaj v makedonščino je prevedeno Jezero, pa mislim, da bo tudi Leninov park, potem v italijanščino je prevedeno Jezero, z drugim naslovom sicer, pa zdaj bo tudi Leninov park, pa bil sem jeseni na gostovanju po 4 italijanskih mestih, pa tudi zdaj grem v Neapelj pa Rim. Potem je v ukrajinščini šel Jezero pa Leninov park, ki se tam sicer ne imenuje Leninov park. Potem češčina, hrvaščina, srbščina, zdaj kar nekaj tega. Angleščina pa ne, zanimivo. Angleščina tudi, ja. Angleščina tudi, ampak je pri neki založbi, ki se ni kaj dosti potrudila, tako da zdaj Goga išče nekak način, da bi odkupila pravice nazaj in dala drugi založbi, ki bi več A pa naredila. vas vedno založbe poiščejo, ali vas kdaj tudi kakšen, kdo, ki bi recimo rad sam prevedel, pa potem gre, vas najprej poišče, potem pa naprej založba ostalo ureja. Zdaj v tujini to delo pač prevzamejo agentje, ne. V Sloveniji tega ni, oziroma v Gogi so se nekaj trudili, ampak največkrat so prevajalci tisti, ki pokličejo. Irena, a boš ti prevajala v norveščinega? Ne, nisem, norveščina ni moj v bistvu materni jezik, oziroma ne obvladam toliko, da bi jaz se to spravila ga prevajati. Čeprav njega bi bilo lažje prevajati, kot pa gospoda Jančarja, ker njega je pa res nemogoče, že brati ga je težko, da ga pa šla še prevajati, pa. No, ampak to ti je lahko izziv, ne? Ja, če bi imela vzadaj za sabo par Norvežanov, ki bi bili pripravljeni brati moje prevode in popravljati tiste napake, ki bi jih jaz naredila vmes, nehote, ker ni norveščina moj materni jezik. Ja, se verjamem, ja. Jih pa nimam in pol je pa se pa stvari ustavijo. Ne, to sem zato vprašala, če vas najprej prevajalci poiščejo, ker jaz v bistvu tako delam. Ja, največkrat so prevajalci tisti, ki... Ker meni je bilo najbolj mukotrpno založbo najti. Založbo, ki bi hotela izdati moj prevod. Jaz v ljubi Sloveniji za prevod, za prevajanje samo nisem dobila nič. Jaz dobim od Norvežanov. Za prvo knjigo sem dobila štipendijo,
Zdaj, ko pa načrtujem naslednji prevod, so pa rekli, da naj eno založbo gor kontaktiram, ki mi bi lahko dala za poskusni prevod. Ja, zanimivo, zdaj sem se spomnil, zanimivo je zadevo, ko ste dal v Avstrijo prevajati svojo knjigo za nemški trg. Dajte malo to povedati, to je zanimivo. Jaz sem bil zelo kmalu po Svinjskih nogicah, me je javna agencija za knjigo peljala v Leipzig na enega od dveh velikih nemških sejmov, prvi v Frankfurtu, drugi po Leipzigu, ki je bolj za bralce. In ko sem gledal tiste 4 velikanske hale, od katerih je vsaka, ima tak prostor kot celo gospodarsko razstavišče, recimo pri nas, sem si rekel, to bo moje tržišče, jaz bom prevedel, to dal prevesti v nemščino in potem smo zmagali. Na kar smo to naredili in sem jaz pošel na naslednji sejem v Leipzigu s tem prevodom, ga ponujal okrog in so brali, pa sem videl, da niso tako zelo navdušeni nad prevodom. In pol mi je en nemški založnik povedal, v čem je štos. Rekel je, tole je avstriščina, ni nemščina. Tako da takrat sem dobil eno tako lekcijo, kar se da mora biti prevod res ustrezen in dober, če hočeš kaj narediti. Zdaj, po Italiji, ko imate turneje, saj Italijani, a nas sploh poznajo. Dostikrat se zgodi, da sploh ne vejo, kje je Slovenija, že v Trstu ne vejo. Jaz sem bil presenečen, jaz sem bil v Benetkah, potem v Trstu, Trevizu, pa v Genovi. In presenečen sem bil, da je bilo glavno vprašanje oziroma viselo v zraku ves čas nek naš fojbe, ta genocid nad Italijani. Tudi to je bila naklonjena publika, ampak je ves čas je to nekako prihajalo ven. In se mi zdi, da... Se pravi, smo mi genocidni narod nad Italijani, ne? Tako nekako, ja, tako nekako, da... Nekako je bilo, dajmo pozabiti, vsi smo fajn ljudje, dajmo pozabiti to, kar smo drugemu naredili, tako nekako je bila poanta vseh teh pogovorov. No, dobro, to je še v redu, ampak da bi kdo rekel, dajmo pozabiti to, kar ste vi nam naredili, je pa... Ja. Da je kot to. V redu, še kako zadevo, kaj čva še, Albina, a ne, to je samo. Skratka, kaj čva še, kako reči, kaj? Okej, nič. V redu, jaz sem počasi izčrpal stvari, zdaj ne vem, če še ima kdo kako vprašanje. Jaz bi gospodu Tadeju želela še veliko dobrih navdihov, pa da bi si kljub temu, da je zdajle, kako bi rekla, da vas malo panika prijemlje, če bo narava lepa, pomladna narava, pejte tudi naravo, pa si razglejte, pa si na svežem zraku dobite novih moči, pa še se v duhu se priporočite, pa vam bo pomagal in izpeljati stvari do konca. Bom šel, že danes bom šel ven, čeprav je, mislim, da je zdaj nehalo deževati celo. Ne, še dežujem. Še. Se pravi, bo še treba malo pisati. Ja. Še veliko kriminalk. Ja, Irena, izvoli. A vedno pišete doma za računalnikom ali greste kdaj tudi, ne vem, a vas inspirira mogoče, da bi šli pa v naravo pisati? Ne, jaz za pisanje rabim nestimulativno okolje, se pravi ta kot, v katerem sem, pa kuliso, kakršna je zdaj držno. To se mi zdi nekako, da me oropa drugih želja, da bi kaj drugega počel. Joj, še nekaj sva pozabila, zdaj sem se spomnil, vi pišete tudi kolesarski priročnik, ne? Prepotoval ste celo Slovenijo. Ja, jaz sem se z založbo dogovoril za ta vodič kolesarski že pred nesrečo. Pol pa, ko sem prišel z bolnice, pa seveda nisem vedel, da bom še kdaj v življenju na kolesu ali ne, tako da sem rabil kar enih približno pol leta, da sem
osvojil osnove kolesarjenja. In po tistem, mislim, sva z ženo, ko imam srečo, da je tudi športnica, je učiteljica športne vzgoje na gimnaziji tu v Ljubljani, da je šla z mano na kolo, ker sem rabo takrat pomoč, mislim, nisem mogel obračati glave in zdaj na kolesa pa to treba, ne, da mi je povedala, levo, desno, pač prosto. Tako da sva pol, ko sem bil bolj pri sebi, sva v 2 letih zadnjih obredla vso Slovenijo s cestnimi kolesi in ta vodič bo išel nekako jeseni, se mi zdi. Agata Kristi je rekla, da je Bled prelep, da bi kako truplo tam dala, ne, v primerjavi z vami. Ne. Zdaj, a pa vi, ko kam pridete v kako tako lepo vas, pa rečete, wow, to je pa tako lepa vas, vi pa tam v tiskote na truplo dal. Jaz sem, ko je bila posneta Nadaljevanka Jezero, ne, ko sem videl tiste posnetke Bohinja in okolice, sem bil čist, mislim, navdušen nad tem, kako krasno to deluje in kako deluje tudi v tem kriminalkarskem smislu, pač, da da kontrast med zločinom in lepoto okolice, narave, ne, da to še poudarja na nek način krutost tega zločina in sem potem, recimo pri Virusu, sem prav na nek način iskal zanimive kraje v Sloveniji, da bi tam pač pobil te ljudi. Eno zanimivo stvar sem doživel, ko sem bil v letu, ko sem delal ta kolesarski vodič, sem bil iz Kostanjevice na Krki in sem tam naredil en krog okrog tega Trdinjevega vrha in potem sva šla z ženo na kosilo v gostilno Gadova Peč in pojeva kosilo in potem mi prinese en liter modre frankinje, pravi, no to pa zato, ker sem reklamo naredil. Ker sem onga v cvičku utopil tam na Gadovi Peči. Ja. To sem še hotel reči, tale jezero, na meni je bil jezero Nadaljevanka strašno všeč, ne, iz preprostega razloga, ker je v slovenski prostor prinesel eno tako urbano kriminalko, ne, ker Slovenci smo dejansko vezani na tiste Mohorjeve knjige, še zmeraj, ne, nekako vse stvari bazirajo na teh Mohorkah, ne, ampak poleg Tomaža Kajzerja, ne, je bil to ena prvi tak urbana zadeva. Kako ste bili pa vi zadovoljni s priredbo? Jaz se prav spomnim, da je to, mislim, da so pokazali v Cankarjevem domu prva 2 dela na filmskem festivalu, ja, in jaz sem šel tako zelo prestrašen gledati ta 2 dela, češ, itak so veliko spremenili in to veliko na slabše in bom razočaran. In potem sem tako v krču pogledal tista 2 dela in sem potem, ko sta se končala, sem se vdahnil in šel pol naslednji dan v Kino Komuna gledati še enkrat ista 2 dela, ne. Tako da bi kaj spremenil, ampak suma sumarum sem pa zelo zadovoljen. No, super. Tako da upam, da bo še kakšna zadeva, ne, tako dobro naredila. Moram priznati, da se mi ti zdaj, ko je bila zdaj na koncu tele... tole hotel reči, tale Inhumanom gledate ob četrtkih? Ja, 1-2krat sem gledal. To je ena oddaja za slepi verjetno ne gledate, ne, to je ena oddaja o kriminalu na Slovenskem, obdelujejo razne primere in moram priznati, da jaz sem nehal gledati, ker se mi je zdelo na trenutke malo kar preveč brutalno, ne. Ja, morbidno je bilo. Morbidno, ne. Celo bilo je, celo vem, da sem dobil eno informacijo, da naj bi se, ko bi se pogovarjali o detomoru, naj bi ena kriminalistka držala mrtvega otroka v naročju, ne, ampak je zavrnila, je rekla, da tega pa ne bo počela. Ja, meni morbidno je pravi izraz, tako da sem tudi jaz nehal. Ne. Tako, se pravi, nekje so pa meje, ne, tudi za pisce kriminalke, ne. Ja, seveda. V redu, no zdaj bom pa res nehal, če nima kdo še kakšnega vprašanja.
Če jaz nekaj vprašam, Dušan, Izvoli, Brane. kot Golob, kako izbirate imena, priimke za osebe v svojih romanih? Kot recimo Birsa je bil ravnatelj osnovne šole, ko sem shodil v osnovno šolo v Rogaški. Mislim, jaz imam, pač pogledam po spletu, slovenski priimki, slovenska moška imena, recimo pa izberem nekako po posluhu, vem, da se ne smejo podvajati, da ne smeta biti dva priimka podobna, ker bi ljudje, ko berejo, mešali. Kar se pa Tarasa Birsa tiče, sem pa vedel, da ne sme biti recimo Janez Novak, da mora biti nekaj bolj ekscentričnega, pa vendar ne preveč. Tako kot je navsezadnje nek Herkul Poirot. In sem potem, od nekdaj mi je bilo ime Taras všeč in sem potem mu dal ime Taras, pridružil ta priimek Birsa, ki je priimek našega nogometaša, mi je tudi nekako zvenel lepo. Kar je pa zanimivo, ko sem bil potem na nekem literarnem potovanju po Ukrajini, par let nazaj, ko še ni bilo vojne, sem pa videl, da imajo polno nekih kipov njihovega pesnika Tarasa Ševčenka in zvedel sem, da ni Taras, ampak da je pravilni naglas Taras. Ampak pri nas je pač Taras. Ja, Taras Ševčenko je bil njihov Prešern, romantik. Tako da, ja, lahko bi tudi hodil recimo na pokopališče, pa si zapisoval imena. Ja, tudi. V redu. Ok, bomo končali. Skratka, v redu, naslednji teden imamo spet enega Mariborčana, za ljubitelje Maribora, in imamo športnika, ki je slep na eno oko. Zdaj ne vem, či bi dal to nagradno vprašanje, pustim do naslednjega tedna, a vam povem. Kar povej. No, Ivo Danev je naslednji teden gost. Ne boste verjeli, tisti, ki Ivo Danev je od rojstva slep na eno oko in kljub temu, da je pač ima te težave z vidom, je bil vrhunski košarkar. Tako da in bo z veseljem prišel, drug teden sem v knjižnico in bom malo govoril o svojem življenju. Tako naprej. Skratka, evo, to je eno presenečenje za vas, a ne da? Odlično. Dobro, ok, hvala Tadej. Lepo je bilo z vami klepetati, jaz upam, da se kje dobiva še kje, kdaj takole na kakem čveku. No, in tako da lepo se imejte, upam, da bo ne samo 10, da bo tudi 11 romanov, pač. In skratka, lepo se imejte, uživajte, pa čim manj takih izkušenj, kakor je bila Koma, a ne? Ja, ne bi ponavljal. V redu, čakaj še nekdo. Živijo. Živijo, lepo se imejte, dio, srečno.